Sam postopek je zelo enostaven, ker imamo pač vsak dva knofa, enega za priklopiti, pa enega potlej za pač sprožiti defibrilacijo. Če je človek sploh živ, v bistvu, a on morbiti samo spi, morbiti se ga kdo sam napil, pa ima lepo zadrnohov. V glavnem zmeri, ko pridete do osebe, probajte prideti po tem koridorju, da ne pridete do zade, sploh, če ima kakšno poškodbo vratne hrbtenice, pa bi nazaj pogledal, pa se mu premakne. Pridete tako od spredje, rečete, dober dan, gospa, a ste v redu, lahko ga še malo nežno porukate, oziroma kakšen tako bolečin zadražljaj sprošte, da bi ga probali zbuditi, naprimer, za ušesno mečico stisnete, ali pa tlele malo po prsnici takole naredi, in če se ne zbudi, se zaderemo na pomoč, ker več glav, več večji. Če pridejo ljudje zraven, bomo kaj lažje delali, in ko se zaderemo na pomoč, moramo sprostiti dihalno pot. Zdaj, če človek takole pa je nezavesten, mu kaj ponavad dol zapade? Jezik. In potlej v bistvu zapre čez dihalno pot in je nemogoče dihati. In če naredimo samo tole, cak, glavo nazaj zvrnemo, se te mišice tlele potegnejo jezik gor in se sprosti dihalna pot in on bi mogel začeti dihati. Gremo z ušesom pred usta in gledamo prstni koš, če se odziguje, poslušamo, če diha, pa na ušesu, pa na licu čutimo, če diha. Spet, če smo rekli, če diha pravilno, potlej človek samo nezavestno. Te pa vlečemo, in se v bistvu dosti bolj lomijo, kakor pa drugače. Tako da moramo pravo potno pa začnemo. 30, koliko hitro pa mislite, da bi šlo? Dosti bolj poveča pretok skozi možganje. Tako da je boljše, da grete nekajkrat več, kakor pa nekajkrat manj. Če se zmotite, drugače pa načeloma 30. Potlej pa treba človeku dati dva opiha. Spet damo zelo podoben rok, kot smo jih prej imeli. Eno roko na čelo, dva prsta pod brado. Zdaj pa včasih lahko pa kar takole tudi zagrabimo brado. Probajte sami tako. Pa gremo naprej spet. Sredina. Tup, do 30. Pa dobimo defektrode. Daš te se nalo zdaj prijele. Eno smo rekli kam. Ponavadi je vse narisano. Eno daš takole, pod ključnico. Priklopite elektrode. Eno pa takole. Super. Zdaj pa imamo mestore. Priklopite elektrode. Umaknite te. Evo, zdaj on analizira ritem. Večina avtomatov reče analiziram ritem. Analiziram. Umaknite te. Takrat nič ne delamo. Poj pa, ko on polni, spet masiramo. To dosti večja verjetnost, da bomo uspešni. Ta cajt pa gledamo, rečemo vsi stran, pogledaš naprej, desno, levo, pa sebe, da greš doš preč. Še enkrat vsi stran, pogledaš, tup, tup. Ja, bi se mogla držati. Prav. Da gremo takoj nazaj oživljati. Tega časa ne smemo izgubljati. Prav? Gospod, zbudite se na pomoč! Zato imate 10 sekund, to sem prej pozabil pojeti, ne diha oziroma ne diha pravilno, prineste mi defibrilator, budete pa poklicala 112, cak ga sličamo. 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Zdaj da pa enkrat prinesu defibrilator, rečemo, Priklopite elektrode. To mogo z dvema, Umaknite te. Vsi stran. Sedaj analiziram. Umaknite te. Vsi stran. Gledaš sebe. Umaknite te. Pritisnite stikalo za defibrilacijo. Nega strese pa gremo kaj naprej. Pričnite z oživljanjem. Ker tako probajte stegne komolce, pa čist nad njega poje, prav? To so zlati trenutki. Kar urodite.
Tako. Še reče, da pupe. Čakajte, da nam tako je pobila. Vse morate pobijati. Dobro? Čisto smo bolj počasni. A se jaz v bistvu že vrtno štino? Ne se ti reče. Priklopite elektrode. Umaknite se. Maknem se. Sedaj analiziram. Umaknite se. Malo bolj počas, pa roko dajte čist probati na sredo dati. Tam je tale označena. Maknem se, vsi stran. Umaknite se. Džak in jaz pa Certificano za 10 13.